Mi smo nazaj v zadnjem delu naše oddaje in Zlatko, da boš prišel domov, pa bomo pozabili kaj povedati. Ti imaš tu v bližini, celo v Velenju, če se ne motim, v kratkem en koncert. Daj malo o tem povej. Pozdravljeni Velenčani, pozdravljene Velenčanke, živel sem Zlatko in Tisko še ne ve. 5. od 3. bomo imeli koncert v Rdeči dvorani. Na polno gre to. Na polno varianta, ja, bo za maškare. Za maškare? 5. 3. maškare. Kaj se boš oblekel? Ne vem še. Ali tako kul, veš? Tako kul, Spike Lee se obleče. 5. 3. dobijo za kolektiv, Zlatko in Optimisti, Šukar, Langa. Sprav 4 nastopajoči, 4 bendi in vsi tisti, ki se ne veste, kam se bi dal za maškare, vabljeni 5. 3. v Rdečo dvorano in kaj ne rečem. Če se ne vidimo prej, se vidimo tam. Dobre. Dej povej, to mi je nekaj na uho prišlo, ali se motim, da boš neke duete naredil s temi Langovci pa Šukarji. To bom prav ali sem narobe rekel? Ali se dogovarjaš? Kako je, ne, tako je. Zdaj, kot foro, ali kaj za res? Jaz nikoli nisem neki se fulu namenil, ampak imam pa zmeraj odprte opcije, se pravi, kar se tiče muzike, še posebej ne. Ta untret, če je razpoloženje ta pravo, če je ta prav čas, sploh ni panike. Malo me edin moč zdaj pri muziki to, ker je dal sta Facebook umešan, se pravi, sploh ni več unga naravnega srečanja ozuni, ne vem, na kebabu, ozuni na bureku, ne vem, da jaz prijem kle jaz to mladost, pa da mi reče, kva ti kle, škva jaz tudi delam muziko, pa bi lahko mogoče skavaš. Tok enostavno, tok hitro se lahko obrne, da jaz lahko v enem tednu dobim recimo 3 povabila, da s kom naredim komad. In to več ni pristno, to več ni uno in to je pa uno, kar šablona, kaj je ena firma, veš, in uno, čak malo, moram se malo... Ja, pa hodiš kaj okoli, da bi lahko tega ustavil? Ne, normalno, da hodim, pa se sem posod, stari, hvala Bogu. Mislim, rad se premikam, rad se družam, nasploh tudi tako z ljudmi, iz konca v konci in ni tako, da se recimo ne bi dal srečati. Ampak vsemu pač kakorkoli na koncu izpade tako, da težko rečem ljudem ne glede na to, kdo je, kaj je, a veš, pa dosti ljudi reče, ta je z vsakim naredil, pa se ne gre, da sem z vsakim naredil. Če pa ne bi naredil, pa tudi ne bilo kul. Se pravi, po eni strani... Ampak s kom paš koga, ko pa ne bi naredil? Ma ne. A bi vsem naredil? Mislim, z vsemi glih ne moreš, z vsemi narediti, ker pa bi se lahko celo življenje bi lahko temu posvetil. Ampak se pravim, to se tako, raj imam take kombinacije, ki se srečam tako, ki pridejo nepričakovano, nenapovedano, spontano in tako res da se ruknemo nekje, kva ti kle, jaz prišel žurati, jaz tudi, jaz nisem, a vi delate pa rok, kaj če mi to skupaj skombinirali? To je sodelovanje stari, to je ta prav feeling. Tam pri tele skupini, kaj je bila Juliette Justin, si bil Joker not, ne? To je bilo hudo, vidiš. To se spomnim, tega se spomnim. To je bil v bistvu realno prvi moj hit. Prvi hit, kjer sem z nekom sodeloval, da se recimo res komad lahko prejel in da se rolal. In sem vesel tega. Pol tudi klele iz fanti iz Velenja, isto, ki smo recimo naredili skupaj komad, pač tak rockerski. Isto, to je nekaj nepozabnega, se smo tudi recimo spot posneli, odhajamo od doma. In tako, ko pogledaš, veš, take stvari recimo ti bojo zmer ostale zanimive. In kaj jaz sem? To je muzika stari. Ne, pa to povej, recimo, ko, pa iskreno bi povedal, ko kamera ugasne, si ti točno tako, ko si zdaj tu, ali pa si ipak malo drugačen? Kako je, jaz ne morem zdaj... Ker vedno govoriš, da si ne veš čist iskreno, da si tako si, ampak si reš čist tak tudi doma, ne vem, kot te se sestro meniš, to je itak, to je normalno, to valjda. Se zaradi tega nimam nobene treme, a je to kamera ali kaj. Znati samo leto, prej sem šel na eno oddajo, mi je rekel, imaš ti kaj treme? Stari, poglej moj puls je mrtvo hladen, veš kaj mislim, poglej, lej. Ja pa res, sploh živiš. In kaj tako gledaš, verjetno so mogoče kakšne odstopanja, ampak večinoma cajtov vsi ljudje, recimo, kateri recimo me poznajo in ki grejo, ki boste njih vprašali, boste dobil bolj realen odgovor. Ne moram jaz recimo za sebe govoriti, ampak moji fantje so vsi in punce dosegljivi, tako da kogarkoli so do zdaj vprašali, jaz mislim, da ni bilo nekaj, da bi jaz nimam nič od tega, jaz nisem igralec, da bi prišel na TV in recimo igral. Sem pa prepričan, da lahko marsikateri kader boljše odigram. Dobre. Daj mi še pa to povej, ne? To recimo se ti še lupko včasih, kaj si tam meni en YouTube posnetek sem gledal, ko si se me navdajal, ko je bilo nekaj po radio, pa te je nekaj umenil, pa si se oglasil, pa si se bunil. To si ti še lup delati. Ne, to je daleč, to je bila nekaj... Imel si neke fore, da si se tako te kdo umenil, ko Candyman. Veš, kaj je najbolj žalostno? Da si ti prišel nekam, izkazati to hip-hop ljubezen in si bil cel cajt tam. In je bilo cel cajt na kupu teh
ljubosumnih, če lahko rečem, in nevoščljivih ljudi, ne moram reči, da so reperi, ker reperi kakšni znajo prvoščati in so ljudje. In so bili oni tam na kupu in se izdajajo za reperje in ti priješ tja in isto priješ tja, tako kot oni, džabe, za džabe, repati ono, tako se predstaviti, odrepati, ker te je džiza klical in te rekel, da je prid. Ti nisi prosil, lahko pridem. In priješ in izpoštuješ to in si tam recimo 4 ure. In pol rečeš, ok, zjutraj delam, ura je 4 zjutraj, jaz moram iti. Ti hočeš iti, kaj se zgodi? Ti greš in ena ovca iz une črede ostane, evo ga, ni ga več, jaz bom Jack, jaz ga bom spljuval. In ti se furaš dan s friendom Lumbarjem, ki je danes tu z mano klev v Velenju. To je bodyguard tvoj. Ne, friend moj. In jaz se furam in poslušam in uživam, kao je hudo, koliko je reperjev dogaja na polno, scena se razvija. In v istem momentu se pokaže ta oseba, katera sploh ni vredna, da jo jaz omenjam, in začne, ne vem, nekaj pljuvati. Se jaz ustavim. Človek. A to je ta klic, ko si tako klica? Bog ti je dal sam srečo, da nisem bližji, da sem zmatran in da se mi ne da vrniti. Jaz bi šel tja nazaj. Vse, kar bi bilo v uni sobi, bi stresel na njega. Sam iz tega razloga, če ga doma niso naučili spoštovati, bi ga jaz očitno mogel. Samo, to je zdaj za mano, ampak realno, ko gledaš nekaj, se pravi, ti se trudiš za nekaj. Vsak dan tvoje se začne tako, da zgodaj zjutraj vstaneš in pozno zvečer se vračaš domov. In praktično puščaš svojo družbo na strani, nisi več toliko z njimi, kakor si bil, zaradi tega, ker ustvarjaš muziko, da bojo ljudje lahko recimo žurali na njo, da se bojo lahko dobro imeli, da se bojo lahko izpovedali s tem in bojo mogoče šli naprej, točno s to muziko, katero ti ustvarjaš. In pa pride Karen in je glasen. Mislim, moraš paziti, koga vzemaš v usta, ker lahko vzameš nekoga, ki je pripravljen recimo za svoja avtorska dela umreti. In jaz pravim, dam spoštovanje, samo pazi, koga vzemaš v usta, pazi, kaj za koga rečeš, čeprav zdajle v teh cajtih, verjemite mi sploh... Da ste ne bi to več... Ne bi si mi več dal, res ne, ker na koncu isti... Potem lahko zdaj omenim tu, daj, lahko omenim. Ne bom, na koncu isti ta človek. Je v letu do mene urarno se upravičuval, isti človek, ki me srečuje, sorry, kaj zdaj sorry? Rekel si neki in ko fanti pokažejo zobe, se ti pol upravičuješ. Kje je zdaj ta frajer? A me razumete? In pa se tako zamislim, pa tako poslušam sestro, prav, Gora, si ti budala, ki se s tem ukvarjaš. In rekel, imaš prav. Jaz sem samo njemu naredil uslugo, njemu sem naredil reklamo, jaz sem izpadel neumen, kar sem res priznam. V enem momentu sem mu rekel vse, kar sem si mislil. In jaz izpadam ovca zaradi enega modela, razumeš, ki je tako ki mu pomagal, jaz bi res njemu pomagal. Jaz sem njemu pa rekel, če raba zdravnika, povej, jaz ne vplačal psihiatra, 5 ur, ni panike. Bom ti pomagal samo, a veš, da malo se zamislim. In okej, to je bila ta zgodbica, to je itak že za mano in ne glede na kakol, moja plata je na policah, zlato ti daje sjaj, ne pa sreče, lahko jo dobite v Big Bangih ali pa na vseh petrolih. Pozdrav za vse ljudi, ki razumejo brata. Lahko si pogledamo še kakšen spot, ne pozabiti. 5., 3., rdeča dvorana, Veleje, klele v zadnji mene, Zlatko in Optimisti, Dubioza kolektiv, Šukar, Langa in kaj ne ti rečem, to bo verjetno ena taka funky noč. Velik hip-hopa, pa velik... Maškare, ne? Ja, maškare. Boš sploh pol ti tam, ali se bo kdo od tebe našemo? Če so maškare. To je dobro, ja, se to, mogoče bom kdo drug, ne. Dobre, to mi še povej v samem koncu, še imaš kak projekt, mogoče za naprej, nekaj taga, kar še bomo rekli, wow, imaš kaj taga? Imam nekaj. Kaj še imaš? Koliko še imamo časa mi? Koliko je ura? 2 minute do. Koliko? Kaj rekel? Noč nimamo časa, se pravi, dame in gospodje. On ne bo nam govoril. V glavnem. On ne bo nam govoril. Ti povej tole, kaj še imaš ta projekt, še boš povedal, na hiter. Se pravi, noč kaj tazga, pripravljam eno turo, katera bo recimo maja, upam, da speljana, do takrat pa 5., 3., rdeča dvorana, zlato ti daje sjaj, ne pa sreče, to je bil Zlatko, z mano je bil Gartner, lepo se imejte. Držite se, lepo zdrav in naslednji teden z nami ne bo Zlatkota, ampak bo en čist drug in to je to, ne? Zmaga. Adio, servus. Kaj bomo pogledali za na konc? Kjer spot? Kjer spot? Sliš sem pozabil. Mi je žal. Mi je žal, dajmo. Zlatko mi je žal, dajmo. Adio.